Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako si? Dobro, pa ti? Tako, malo poletno. Vreme sicer ni najbolj poletno zadnje dneve, vendar da ne bova zgubljala časa z vremenom, se raje posvetiva tistemu, čemer je namenjen ta podcast, in sicer pripravljam slovenske reprezentance na novo evropsko prvenstvo, ki se bliža še dobra 2 tedna do začetka prvenstva sta, in na teh pripravah je zdaj Slovenija v pravkar minulem vikendu odigrala 2 pripravljalni tekmi, novi 2 pripravljalni tekmi, predvsem tista proti Hrvaški, pa je bila tekma, po kateri lahko potegnemo ogromno zaključkov, ki je dala dosti informacij. Bila je tista prva prava pripravljalna tekma proti dostojnemu nasprotniku, ki je igral, kot je povedal tudi njihov selektor, legendarni Aco Petrović, ki je igral precej močno, precej bolj angažirano kot morda tudi slovenska reprezentanca, vsaj določeni igralci slovenske reprezentance, in to je tista tekma, ki jo bova tudi podrobno analizirala v tem podcastu. Tudi tekmi proti Ukrajini bova posvetila nekaj časa, predvsem zaradi tega, ker na tisti tekmi so prvič skupaj na parket stopili vsi 3 nosilci naše reprezentance na letošnjih pripravah, Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph, mladoporočenec, povratnik iz Združenih držav Amerike, se je namreč tik pred začetkom tega turnirja v Opatiji vrnil iz Amerike, ni zaigral na tekmi proti Hrvaški, nato pa stopil na parket proti Ukrajini, ker pa tudi Goran Dragić, ki že celotne priprave igra zelo rezervirano, ni igral v drugem polčasu, zopet igral zelo rezervirano. Kaj to pomeni? Briljantna igra Dončića, tej se seveda ne moreva ogniti, o tem bova spregovorila več v tokratnem podcastu, ki bo malce krajši kot ponavadi, zato da ne bova zgubljala preveč časa, samo midva srkneva par požirkov kave še, namreč zopet ta podcast snemava precej pozno, v ponedeljek zvečer, in se vrneva čez nekaj trenutkov. Ta kava bi morala pomagati glede na pozno uro, Blaž, veselo na delo. Začnijo s tekmo proti Hrvaški. Hrvaška, ki je na prvih 2 tekmah njihovega pripravljalnega ciklusa premagala 2 zelo močni reprezentanci. Na turnirju v Franciji so premagali domačine in tudi Litvo, 2 reprezentanci, ki nedvomno sodita vsaj v širši krog favoritov za medaljo. In na to na njihovi 3. tekmi, naši 4., če se ne motim, so premagali še našo reprezentanco pred svojim občinstvom in tudi svojimi sodniki, vendar o tem več malce kasneje. Morda je najbolje, da začneva, Blaž, zopet z Luko Dončićem. Ne moreva se ogniti temu, tudi če bi se hotela, pa se nočeva. Luka namreč zopet navdušil, tudi na 4. pripravljalni tekmi bil z naskokom najboljši igralec slovenske reprezentance, daleč najbolj učinkovit, njegova statistika je bila naravnost izjemna proti dobri reprezentanci Hrvaške, namreč ravno to je tisto, kar sem poskušal s tem uvodom, v katerem sem omenil oba nasprotnika Hrvatov. Omeniti gre vsekakor, če kdo ni mislil, da so Hrvati dobri, vsekakor sodijo tudi oni sodijo v ta širši krog favoritov za medalje. Zdaj, ali so pred nami ali za nami, to je morda neko drugo vprašanje, ki se mu bova morda posvetila malce kasneje ali kdaj drugič. Vendar ja, Luka Dončić, 27 točk, 8 skokov, 5 podaj, resnično izjemno učinkovit met, 6-8 metov za 3, torej zgrešil le 2 trojki, in mislim, da sta bile obe trojki tisti v zadnjih sekundah posiljeni, ki jih je moral metati. Ena je bila, mislim, da celo iz ogromne razdalje v zaključku polčasa, tako da zgrešil samo en
met za 2 točki. Malce slabši le pri prostih metih, vendar tukaj gre glede na to, kako dobro seveda meče iz igre, kako dobro meče za 3. Mislim, da gre tukaj le za neko deviacijo, pravzaprav anomalijo, bi celo temu rekel, ki ne bo imela nekih dolgoročnih posledic. Mislim, ker do sedaj tudi na prejšnjih tekmah je slabo metal proste mete, se mora le skoncentrirati. Luka je vendarle dober izvajalec prostih metov, vendar ja, po tej tekmi je tudi na družbenih omrežjih završalo. Luka sedaj ogromno pozornosti zbuja tudi pri medijih na drugi strani Atlantika, pri večjih publikacijah, spletnih publikacijah, medijskih hišah, ESPN, Sports Illustrated, povsod lahko v zadnjih tednih brali članke, prispevke o njem, na družbenih omrežjih se vedno več govori o njemu. In tudi zaradi teh iger za slovensko reprezentanco, tako da ko smo govorili o njegovi izbiri slovenske reprezentance, in to, da bo seveda igral za slovensko reprezentanco, to vsekakor pomembno tudi pri njegovi poziciji na prihajajočem naboru, namreč mnogi Američani gledajo na reprezentančna tekmovanja, jih cenijo malce več kot recimo klubska tekmovanja. Njihovo poznavanje Evrolige ni tako dobro in vendarle bolje poznajo, vsaj preko olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, kjer igrajo. Američani poznajo reprezentance, vedo, da igrajo tudi za seveda druge reprezentance, NBA igralci, in seveda boljši NBA igralci takih igralcev recimo v Evroligi ne najdemo. Zato seveda mnogi Američani na te reprezentančne tekme, tudi novinarji in strokovnjaki, gledajo precej več jih cenijo kot tiste dosežke v Evroligi. Zato tudi morda, recimo jaz, Blaž, v medijih nisem opazil toliko novic in poročanja o Luki, ko je v Evroligi postal MVP recimo kroga, niti približno, še posebej kot sem dejal, v medijih na drugi strani Atlantika v Ameriki, niti približno toliko poročanja, kot je bilo v zadnjem času, res ogromno, in seveda zato, kot sem dejal, se ne moreva ogniti Luki in njegovi odlični igri, Anada. Ja, pač tudi če se bi poizkusila, to ne bi šlo. Dejansko, ja, tako kot si že rekel, pač v Ameriki se vedno več govori o Luki Dončiću, vedno več si gleda na ta draft prihodnje leto, nekoliko temu pomaga tudi dejstvo, da se je prestopni rok v NBA ligi zaključil in sedaj je ta mrtva sezona, ko dejansko novinarji nimajo o čem pisati, ampak dejansko je to za Lukata dobro, kajti ravno v tem času kaže svoje odlične predstave, o njem se veliko piše in bo ostal v mislih marsikaterega ljubitelja košarke onstran luže. Predvsem je pa završalo sedaj ta teden, kajti Šarića recimo on pač v ligi NBA dokaj precej cenijo. Lani je skoraj postal Rookie of the Year. In veliko ljudi je gledalo Šarića, kako bo Šarić igral, ampak potem pač tudi Bogdanović je sklenil novo pogodbo, sedaj preko $10 milijonov na sezono bo dobil in postal najbolje plačani, rahla zanimivost, hrvaški športnik. Morda samo da omenim tudi statistiko teh dveh igralcev. Dario Šarić je bil igralec srečanja, nedvomno igral skoraj 37 minut, torej le dobre 3 minute ni bil na parketu. To tudi kaže, kako pomembna je bila ta tekma za Hrvate. Namreč Dario Šarić in Bojan Bogdanović sta igrala daleč največ, več od katerega koli našega igralca, seveda tudi od Luke Dončića in Gorana Dragića. In Dario Šarić je v malce manj kot 37 minutah dosegel 25 točk, 13 skokov, 8 podaj. Izgubil je tudi 5 žog, vendar seveda od takih to več kot nadomestil z ostalimi številkami. Tudi iz igre je zelo dobro metal, predvsem za 2 točki 8-10. Za 3 ni bil tako učinkovit, trojke še vedno niso tista njegova močnejša plat, še vedno niso njegovo orožje, na katero bi se zanašal tudi v NBA ligi, in to je stvar, recimo je tista pomanjkljivost v igri, ki jo bo moral razviti, glede na to, da ni najhitrejši, najbolj eksploziven, najmočnejši igralec na njegovi poziciji, na položaju 4 krilnega centra, kjer so seveda, vemo, v NBA ligi izjemni atleti, igralci preko 110 kg, 210 cm, izjemno eksplozivni,
atleti in zato, da se lahko kosa s takimi igralci, bo seveda moral razviti malce boljši met, za 3 točke sistem odprl malce več prostora, vendar za evropsko košarko je Dario bo zagotovo konkuriral za recimo mesto v idealni peterki prvenstva, za svojo igro, ki jo je prikazal zdaj na začetku priprav. Prepričan sem, da bo to nadaljeval tudi na prvenstvu. Mislim, da ja, če bodo Hrvati naredili nek bolj viden rezultat, bo nedvomno na koncu morda Dario v idealni peterki. In tudi Bojan Bogdanović, to, kar sva govorila, ko si omenil pozornost, ki jo sedaj zbuja pri Američanih, Luka, večino tekme je bil neposredni dvoboj ravno z Bojanom Bogdanovićem na krilu. O tem bomo morda lahko rekla tudi nekaj besed, namreč Luka bo, kot kaže, sedaj v naši reprezentanci, vsaj glede na te uvodne pripravljalne tekme, tudi na tekmo proti Hrvaški bo verjetno začenjal na krilu, največ časa igral na krilu, vendar ravno na tem, v tej vlogi point forwarda, vlogi, ki jo v NBA ligi igra recimo LeBron James, ki jo igra do neke določene mere tudi Kawhi Leonard, tudi Durant, vsi te najboljši, pravzaprav najboljša krila lige. To je vedno tisti položaj, vedno, ne vem zakaj, še vedno Luko pogosto umeščajo med branilce, nekateri ga umeščajo na položaju organizatorja, vendar potrebno se zavedati nečesa. V košarki velja pravilo, tvoj položaj pravzaprav definira vloga, ki jo igraš v obrambi. Si tisto, kar braniš. In če so kaj pokazale tekme Eurolige do sedaj, tekme, ki jih je igral za Real do sedaj in tudi tekme v reprezentanci, je to, da Luka verjetno, neverjetno, jaz se upam z veliko gotovostjo, s precejšno gotovostjo trditi, da v NBA ligi ne bo nikoli kot primarno pokrival branilce, torej ali organizatorje ali dvojke, visoke branilce. Mislim, da te položaje on v NBA ligi ne bo nikoli pokrival, on bo pokrival krila, morda pa celo, če zraste še kakšen centimeter, če pridobi še nekaj kilogramov mišic v nekih določenih situacijah, celo recimo manjše krilne centre, small ball šterke, kot temu pravimo, krilne sedaj v tej košarki, small ball košarki, o kateri so seveda tudi že ogromno govorila, je Luka pravzaprav kot tudi nalašč ustvarjen za to košarko, zaradi tega, ker lahko igra na večjih različnih položajih in ker kljub temu, da nima neke višine centra, je izjemen skakalec in pogosto pobere več skokov kot centri v njegovi ekipi v Realu. Sedaj tudi vidimo v reprezentanci, kjer ima do sedaj najvišje povprečje, največ skokov, prav Luka ima najvišje povprečje med vsemi igralci naše reprezentance. Tako da, ja, verjetno je na krilu tista njegova idealna pozicija, vendar kot sem dejal, point forward, playmaking, wing se temu reče, torej krilo, ki razigrava ekipo, ki igra žogo konec koncev, zato sem omenil LeBrona, ker LeBron je krilo, vendar če seveda gledamo njegove igre, on je tisti de facto organizator Clevelanda. Kyrie je tisti, LeBron prenaša, začenja napade, prenaša žogo in Kyrie je tista sekundarna opcija in tisti, ki benefaktor oziroma prejemnik, da ne bom sedaj iskal kakšne tujke in zgrešil, prejemnik njegovih podaj in zaključevalec. Kyrie je tisti finisher v moštvu in LeBron je playmaker, razigravalec moštva. In to je point forward, to je tista pozicija, neka verzija LeBrona. Morda včasih letijo kakšne primerjave z Larryjem Birdom, ko govorijo o Luki, kakšni ameriški mediji znajo včasih omeniti recimo Larryja Birda in Larry Bird je bil že nek začetnik tega igre, mislim, visokega igralca, ki je razigral. Potem seveda je boljšo verzijo, tega smo videli v tistem drugem igralcu, ki ga nekateri primerjajo z Luko, Magicom Johnsonom, Blaž. Ja, Magic Johnson je imel tudi podoben stil igre, kot ga ima sedaj Luka, le da je Luka precej boljši šuter od Magica. Vendar v tem trenutku slabši playmaker in seveda. Neprimerno, mislim,
Ja, ne želim reči, da je Luka na nivoju Magica, vendar pač želel sem le podariti, da Magicu je pač manjkal ta šut, ki pač ni bil znan kot ostrostrelec, to lahko zagotovo trdimo. Vendar tudi takrat igra ni bila še tako usmerjena k trojki, ni bilo toliko poudarka na trojko, pravzaprav Magic je prihajal v ligo nekaj let potem, ko se je pravzaprav vzpostavila trojka. Tako da mislim, da je le nekaj let, mislim, da se, če sem prepričan, mislim, da so leta 1980 ali pa 79, skoraj da, vem, da takrat v tem obdobju 79-80, takrat enkrat je bila prva sezona, v kateri so uvedli met za 3 točke in Magic je pač malce potem, vemo, Showtime Lakersi so kraljevali v 80-ih letih in ja, takrat zagotovo v 80-ih letih trojka ni bila, seveda danes v današnji košarki je tisto, kar je najbolj pomembno trojka. Skauti, ogledniki, vsi tujci največ gledajo ravno eno izmed najbolj pomembnih stvari, še posebej, če ni igralec elitni atlet, neverjetni atlet, torej super skočen, veva, ko gledamo te ameriške rekrute, študentske rekrute, gre med njimi ogromno izjemnih atletov, pri katerih je tehnika pravzaprav nekaj, kar sploh še niso razvili. Nekateri mnogi igrajo recimo kakšno neko obliko organizirane košarke šele kakšno leto ali dve predtem, vendar gre za tako izjemne atlete in vedno pravijo pač, nekih določenih stvari se ne da naučiti, medtem ko se recimo tehniko da in Luka je nedvomno v tem trenutku najboljši 18-letnik na svetu. To lahko trdimo, Blaž. Mislim, brez dvoma in mislim, da je to tudi tekma proti Hrvaški dokazala. Še enkrat več. Mislim, ko se je kosal dejansko v bistvu z preverjenim NBA igralcem Krilom, z Bogdanovićem, je pač to dokazal. Pač več kot z odliko je opravil to nalogo, kajti pač, dobro, morda Bogdanović ravno ne slovi kot najboljši obrambni igralec, ampak gre se za to, da je pa še vedno odličen napadalni igralec in kljub temu, da je dal čez 20 točk. 23 točk, njegov met je bil 8-17, 3-6 za 3, zadev je nekaj izjemnih trojk iz zelo velike razdalje, pri katerih pravzaprav je Luka bil blizu, vendar ni mogel kaj dosti, to je pač strel, s katerim živiš, ki ga moraš sprejeti. Če to zadane, pač kapo dol, zadev si. Vendarle ni Bogdanović Steph Curry, da ga moraš že na taki razdalji pokrivati, on ne bo s takimi odstotki zadeval to kot Steph. Tako da ja, imel je strelsko učinkovito, dobro predstavo, nič posebnega, 2 skoka, 2 podaji, tako da v tem ni bil ravno kakšen velik faktor. Pravzaprav recimo temu daje pričakovano. Luka je odigral solidno obrambo na njemu. Jaz bi rekel celo eno izmed boljših obrambnih predstav na dosedanjih 4 pripravljalnih tekmah, 5 pravzaprav. Ja, in ravno to sem v bistvu hotel povedati, da dejansko pokazal je, da se lahko da se lahko do neke mere kosa tudi z NBA krili. In to je brez težav, vsekakor. Brez težav, kar je v bistvu lahko. Zdaj, Bojan Bogdanović ni elitno krilo, ampak je solidni, se pravi, letos je dobil preko $10 milijonov na sezono, imel solidno sezono, tudi potem, ko je prestopil v Washington, igral, nanj so računali v končnici, čeprav v končnici je malce pogrdil, ni več kazal takih iger, kot jih je kazal v zaključku rednega dela sezone. Tako da vsekakor si je s tem prestopom iz Filadelfije rešil sezono in tudi na podlagi odličnih iger potem, ne iz Filadelfije, iz Brooklyna, pardon. Ja, približno isto slabe ekipe lani. Ja, bottom feederi. V glavi sem imel eno epizodo parodije Game of Thrones Bleacher Reporta, kjer je Bojan Bogdanović igral glavno vlogo in v tem je tudi nastopala Brooklyn in Filadelfija. Zato sicer povsem referenca, ki me ne bi smela zmesti, vendar me je zaradi pozne ure, na to sem vam zgovoril, pozna ura snemanja podcasta. Vendar, da ne bova zgubljala časa, o Bojanu Bogdanoviću, Luka je pokazal zaradi tega
seveda sedaj tudi o njemu se toliko piše in sedaj vprašanje, ki se postavlja, pravzaprav Blaž je, kakšna bo njegova vloga v reprezentanci, ker sedaj na prvih 4, prvih 5, potem proti Ukrajini je odigral slabše, tudi zaradi tega tista tekma proti Ukrajini po manj kot 24 urah naslednji dan. Luka je bil tisti, ki je igral največ v naši vrsti, ki je tudi največ energije dal v tisto tekmo, največ pokazal. Goran, kot sva že povedala, zopet zelo rezervirano tudi tisto tekmo odigral. Zelo, recimo, ko sva se pred snemanjem tega podcasta pogovarjala o tem, s koliko, sem poskušal oceniti, koliko odstotkov on na teh pripravah daje in jaz težko, glede na to, recimo, če vzamem za nek vzorec njegovo poprečno tekmo, ki jo odigra v Miamiju in energija, ki jo on izda na poprečni tekmi NBA lige, recimo v zadnji sezoni, bi rekel, da to, kar sem videl na prvih, sedaj odigral 3 pripravljalne tekme, pravzaprav le eno igral več kot 20 minut, 2 igral pravzaprav le eno dobro četrtino, malce več kot 10 minut, ni stopil na drugem polčasu sploh na parket, je morda to 30%, 25% tistega, 20%, res med 20 in 30% mislim, da je to tistega iz aspekta gledana potrošene energije in prizadevnosti, tistega, kar daje na tekmah NBA lige, seveda je potrebno povedati. Gre za izkušenega veterana, 31 let starega igralca, ki se mu ni potrebno dokazovati na teh tekmah. Govori se o tem, bral sem tudi selektor je govoril o tem, da tempirajo formo Gorana, da tempirajo za prvenstvo, da on je prišel na priprave odlično fizično pripravljen, delal je predtem že celo, tako da samo na parket stopi samo toliko, da začuti igro, spostavi občutek, kemijo z ostalimi soigralci, ne gre za to, da zdaj on se pripravlja preko tekem, vendar vemo pa, da tiste najboljše priprave, kvalitete, nič ne more nadomestiti občutka energije, ki jo potrošiš na res tisti pravi tekmi, fizično se res najbolj potrošiš. Tudi Goran je sam že večkrat izjavil, da se najbolje seveda pripraviš fizično za tisto res prave napor NBA sezone, ravno z igranjem tistih pravih tekem. Seveda, že spet, igramo priprave, gre za izkušenega veterana, prave tekme pridejo na Evropskem prvenstvu, nihče ne podeljuje pokale za priprave in kot je nekdo že rekel, zdaj se ne spomnim, kater slovenski igralec je dejal tisto o Slovencih, za katere, da smo prvaki priprav, vendar potem pogrnemo na tistih pravih tekmovanjih. Vem, da je nek slovenski, sedaj se upravičujem, morda mi lahko kdo pove, me lahko kdo spomne v komentarjih pod podcastom, za katerega slovenskega športnika, niti nisem prepričan, da je šlo za košarkaša, vendar ja, izjava, da smo Slovenci prvaki priprav na to, pa na tistih pravih tekmovanjih pogosto pogrnemo in vsekakor ja, nič ni pomembno, kako sedaj igra konec koncev Luka, kako konec koncev igra Goran, sedaj pomembno je, kako bosta igrala na Evropskem prvenstvu in zato sem seveda načel to temo, kakšna bo vloga Luke, če bi sedaj ocenjevali po teh pripravljalnih tekmah, bi rekli in ne bi recimo vedeli, kdo je Goran Dragić in kdo je Luka Dončić, ampak bi samo ocenjevali po vlogi, ki jo imate ta dva igralca v moštvu, bi dejali, pač vodja te reprezentance je Luka Dončić, ne Goran Dragić. In seveda ne bo tako na prvenstvu, mislim, da se strinjaš, Blaž, da na prvenstvu bo seveda Goran Dragić nedvomno ostaja, je tisti prvi vodja reprezentance. Ne, mislim, da bo to Anthony Randolph. Ja. Goran Dragić sigurno ostaja prvi vodja reprezentance. Jaz mislim, da bo kaj lahko od Gorana pričakujemo znano na tisti tekmi 24. avgusta proti Hrvaški. Mislim, da bo takrat Goran prvič zaigral resno košarko na teh pripravah. Vsaj jaz imam tak občutek, tako kot si že ti rekel, to je veteran, ki se mu ni potrebno več dokazovati in
mislim, da bo tam dejansko sprobal na tisti tekmi, morda tudi zaradi gledalcev, bo poizkusil, kje je ta njegov limit, kje je trenutno v pripravljenosti in verjamem, da bo potem znal še malo natempirat formo do prvenstva. Mislim pa, da se rahlo on tudi, vsaj dobil sem tak občutek, mislim, da se rahlo zanaša tudi na to, da ima Slovenija relativno lahek začetek evropskega prvenstva. Igra na začetku proti slabšim reprezentancam in boljše reprezentance pridejo na koncu. No, to je vedno lahko dvorezen meč. Ja, in dejansko, mislim, tempiranje forme je verjetno ključni termin. Točno tako, tempiranje forme, ne, in sedaj res bo zanimivo videti, no, mislim si, no, da 24. avgusta bo Slovenija videla pravega Gorana Dragića na parketu in takrat bo tudi zanimivo videti, kako bo ta kemija med Randolphom in Dončićem in njim se pokazala. Mislim, da je to tista ključna tekma. No, mislim, da tudi sedaj tele pripravljalne tekme Izrael in pa Turčija ta teden, da ne bo to, da to še vedno ne bo pravi prikaz moči slovenske reprezentance. Razen Luke Dončića, za katerega pač dejansko že sedaj vidimo pač, da je to. Težko bo dal več od sebe, kot daje sedaj. Mislim, da že on sedaj igra na polnem, na maksimum in to smo tudi v prejšnjem podcastu se že pogovarjali, da morda že od tega začetka morda nekoliko pretirava in bo morda se nekoliko narekovajih skuril do prvenstva, upajmo, da ne, ampak morda gre s preveč energije. Ravno to, kar mu manjka, teh izkušenj, da bi se morda sedaj nekoliko pazil, ne. On že sedaj vso energijo vlaga. Tudi pri Luki bi lahko rekla morda ključni termin, že spet tempiranje forme. In to je verjetno, mislim, to je ključni termin celotnih priprav, verjetno. Ja, to je pač, to tudi je namen priprav, ne. Se pravi, da ti dejansko prideš optimalno pripravljen za tisto prvo tekmo na prvenstvu, da potem morda prvo tekmo še ne, vendar drugo tekmo moraš biti že praktično na 100%. Ja, namreč zdaj z Goranom, zato sva načela to temo, ker se recimo pojavljajo na družbenih omrežjih, na spletnih omrežjih, med komentarji uporabnikov, tudi na eni strani, oziroma družbenih omrežjih, ki jih midva upravljava, recimo o motivaciji Gorana, glede na to ravno, kar sem omenil, to njegovo zelo rezervirano igro na začetku teh priprav in glede na to recimo eden izmed kolegov, ki je pač spremljal tekmo proti Hrvaški in ni predtem gledal nobene tekme, ni gledal še nobene pripravljalne tekme, mi je dejal nekaj v stilu, se v bistvu je Luka tisti, ki ves čas vodi tekmo, Goran je ves čas nekje na krilu, ga vidim, mislim, a je to me spraševal a bo to zdaj taka igra reprezentance tudi na prvenstvu, a bo Luka tisti pravzaprav primarni playmaker, recimo, ali bo Goran igral podobno vlogo, kot jo je igral takrat, ko je igral recimo z Wadeom skupaj, ko je pogosto prenesel žogo in je potem Luka bil tisti, ki je začenjal napade, kar seveda bo zagotovo dodatna moč naše reprezentance. Vendar na teh prvih pripravljalnih tekmah, ki jih je igral Goran skupaj z Luko, je bila to tista primarna opcija, je bilo to tisto, kar je Goran pravzaprav večina časa počel. Sicer je lepo, vidi se že, da recimo, treba je seveda omeniti, recimo tudi v teh tekmah, kljub njegovi rezervirani igri se vidi, da v bistvu takrat, ko se odloči doseči koš, ga on doseže pravzaprav zlahka. Vendar se ni tega dovolj, recimo o čem govorim, on je recimo do sedaj vrgel na tekmi proti Čehom, če se ne motim, je metal trojke 1-6, na tekmi proti Hrvatom je metal trojke 0-7, večino metov je torej vrgel za 3, glede na to, koliko časa on ne vrže toliko trojk v tako kratkem času, niti približno v NBA ligi, veliko trojk je vrgel, recimo pokrit, tako bom probal eno za občutek, recimo v tem stilu je vrgel kar nekaj trojk, nekaj seveda tudi v zadnjih sekundah, recimo podrtih napadov, kjer seveda so odstotki nižji. Vendar ja, ni se še zanašal na tisto njegovo glavno orožje, prodore, igro v prodorih. Pogosto so ga sicer po pick and rollu v prodorih podvajali, recimo je tisti skočil ven, recimo center na njega, tako da potem seveda Luka ostal
ostal sam, ostali njegovi soigralci so ostali sami, tako da so recimo bili oni vsekakor prejemniki mnogih neoviranih metov oziroma dobrih podaj in seveda imeli potem neovirane mete ravno zaradi tega, ker Goran v obrambi še vedno ogromno pozornosti nasprotnikov zahteva in pravzaprav, kar je bilo zanimivo, recimo, kar sem jaz opazil, ne vem, morda če si tudi ti to opazil, ampak je bilo zanimivo, da recimo še vedno Luko ne spoštujejo tako v obrambi, tako močno kot Goran. Bilo zanimivo, kljub temu, da je Luka bil precej boljši na teh tekmah in seveda brez dvoma naš najboljši igralec, so recimo v Luko niso recimo po pick and rollu in prodvorih podvajali, vsaj ne tako intenzivno in tako pogosto. Je recimo pomagal tisti help defender, kot se reče, dodatni igralec prišel pomagati, recimo če je Luka imel mismatch, to vsekakor, vendar vsaj recimo po pick and rollu blokadi na zunanjih položajih ali pick and pop igri, recimo ko ravno parkrat konkretna akcija, recimo ko je Luka postavljal blok Goranu za Gorana in sta recimo je Lukov obrambni igralec Luke je potem stekel za Goranom skupaj z obrambnim igralcem, ki je bil primarni obrambni igralec za Gorana. Tako da je Luka ostal povsem sam in samo preprosta podaja in seveda lahko zaključena catch and shoot trojka. Ogromno trojk, ki jih je Luka do sedaj zadev, je bilo catch and shoot trojk, torej trojk po podajah, ne trojk po preigravanju, trojk iz igre, iz vodenja žoge, vendar trojk po podajah. Ja, in to je za našo reprezentanco je to dobro, kajti če bodo se dejansko koncentrirali predvsem na Gorana, morda še na Randolfa, bi znal Dončić ravno zaradi tega biti naš najboljši igralec, sicer verjetno skozi turnir, če bo nadaljeval. Vsekakor recimo tiste v NBA statistiki poznajo, tista napredna statistika, SportView statistika, Synergy statistika preko naprednih kamer pozna neko določen termin gravity, defense gravity, pomeni, ki označuje to, koliko dodatnih igralcev določeni igralci zahtevajo, koliko pozornosti obrambe zbujajo. In to lahko recimo vidijo s tistimi kamerami, ki jih imajo postavljene na strehi dvorane, vidijo gibanje igralcev in vidijo recimo, kako za določenimi igralci se preprosto celotna obramba, če določen igralec zamenja stran, se celotna obramba recimo nasprotnika pomakne bolj na tisto stran, na katero se postavi recimo ta igralec in potem na šibki strani ostane povsem sam recimo njegov soigralec, eden izmed igralcev, ki blesti v tem aspektu igre, ki zahteva ogromno pozornosti, recimo Steph Curry. Vidi se, koliko recimo prostora, nevarnost tega ostrostrelca, ki lahko iz 9-10 metrov, ki recimo iz 10 metrov meče skoraj da take odstotke, kot jih meče iz črte za 3, koliko igralcev na pozornosti obrambe zahteva, recimo Steph Curry je tak primer. Zato seveda tudi Goran je naš Steph Curry, vendar morda to vprašanje motivacije, recimo, ki sem ga odprl, kaj se tebi zdi s tem? Ti torej misliš, če sem te prav razumel, tisto, kar si prej govoril, da Goran na prvenstvu bo, vsekakor moramo vedeti, Goran je do sedaj na zadnjih 2 prvenstvih, na zadnjih recimo 3 reprezentančnih akcijah je bil odličen. Tako da tudi takrat je recimo med pripravami, on, vemo, že ponavadi med pripravami igra bo rezervirano igralcu, ki se seveda dokazuje v najboljši ligi na svetu proti najboljšim obrambnim in napadalnim igralcem na svetu v daleč največji konkurenci in se je tam dokazal, se mu seveda ni potrebno dokazovati na neki prijateljski tekmi. Češko. Tako, ali Madžarsko. To bi bilo seveda absurdno konec koncev, vendar to vprašanje motivacije se vendarle začelo tudi zaradi določenih stvari, ki jih je Goran povedal pred prvenstvom. Recimo, to, da je sedaj že povedal, da je to njegovo zadnje prvenstvo, sicer ravno pred začetkom snemanja tega podcasta sva videla novico, da je pa Zoran zopet povedal za radio, mislim, da za Val 202 je dal izjavo, da on je že pred časom povedal, da bo Gorana prepričal, da to ne bo njegovo zadnje, da bo odigral vsaj še ene olimpijske igre. Če se bo seveda prve slovenske olimpijske bile to za slovensko reprezentanco in
je zopet to dejal, po tej zadnji izjavi Gorana, da končuje je Zola, zopet dejal ne, jaz ga bom prepričal, vemo, da je Zoki borec na parketu, tudi očitno izven parketa, isti borec, nepopustljiv in to mu bo seveda koristilo pri rehabilitaciji te poškodbe. Vendar, ja, mnogi načenjajo to vprašanje motivacije, ker ja, tudi zaradi Goranovih izjav, ki izgledajo malce utopične v smislu zadnje prvenstvo, tudi ne vem, neko izjavo so brala, kjer je govoril pač škoda, da nismo nikoli osvojili medalje z reprezentanco in na nek način se ta izjava, ko gleda v te luči, ja, verjetno, potem že naprej rečeš, čeprav Goran je izjavil, da cilja reprezentanca na medaljo, to sicer je uradno izjavil, vendar kar želim povedati je vsekakor, da mi bomo na prvenstvu potrebovali Gorana, takega Gorana, kot smo ga videli v zadnji sezoni NBA lige. Gorana, če ne bo, on je še vedno jedro te reprezentance, glavni igralec, ne glede na to, kaj je Luka pokazal do sedaj na pripravljalnih tekmah, na odlične igre, moramo vedeti, vedno je potrebno, pripravljalne igre so nekaj povsem drugega. Obrambe niso niti približno tako skoncentrirane in ja, kot smo dejali, Goran sedaj igra morda s četrtino take energije, ki jo kaže na povprečni tekmi NBA lige. Jaz redno spremljam NBA ligo in mislim, da je to, morda je to še rahlo visok odstotek ocene. In pravilno je tako. Konec koncev videli smo, kaj se je zgodilo recimo z Sergiom Julom. V tem nisva kaj dosti spregovorila, ne želiva biti predolga v najnih podcastih. To je tisto, pogosto dobiva komentarji tudi na dolžino, zato poskušava biti čim bolj kompaktna za temi podcasti, vendar teme so zanimive in včasih se nama, vseeno podcast tema, format, ki je malce bolj prost govorni format in želiva pač pustiti pogovoru tudi prosto pot in določene stvari povedati, če se jih pač spomneva. Ja, in vem, Blaž, izgubljam čas. Blaž me gleda in mi z očmi govori, da sedaj izgubljam čas z govorom o dolžini podcasta in se strinjam. Zato... Ja, pač dejansko Sergio Llull je kazal odlične predstave za Španijo in na koncu ga je to pripeljalo do tega, da bo verjetno izpustil celotno sezono za Real zaradi poškodbe, kajti strgal si je križne vezi, kar je pa po svoje tudi dobra novica za Luko, kajti na pripravljalni tekmi proti Belgiji. Ja, pač spravi nepomembni nasprotnik, ki jo je na to Španija po tej poškodbi, seveda pod vtisom te poškodbe izgubila za 20 točk. Ja, ampak, no, če recimo zdaj samo malo pogledava naprej. Nočemo, da se to zgodi, to je poanta tega. Poanta je tega, no, ampak... Pomembno je pri Goranu samo, da pride v pravi formi na prvenstvo, ni pomembno, ti si rekel 24. augusta, da bo verjetno tista tekma, na kateri tudi jaz mislim, da bo takrat pred svojimi navijači, če bo to res morda tista zadnja tekma na slovenskih tleh pravzaprav. Če se Goran poslavlja od reprezentance, če se bo res poslovil, bo to pravzaprav njegova zadnja tekma pred slovenskimi navijači in zato morda tudi vsakakor se morda splača tisto tekmo pogledati, ker morda je to edina, prva in zadnja priložnost, da boste na slovenskih tleh videli morda dva najboljša igralca v zgodovini slovenske košarke, Luko Dončića in Gorana Dragića. Sicer za Luko Dončića še ne moremo tega trditi, vendar za Gorana Dragića pa že. Vendar morda bi lahko nekaj besed rekla še o Anthonyju Randolphu. Eno vprašanje se je že porajalo, tista prvo tekmo so še vsekakor je Anthony Randolph pokazal svojo kvaliteto, odigrajo tisto prvo pripravljalno tekmo proti ruski univerzitetni reprezentanci, tako je pokazal, za kakšnega igralca gre, da ne bo imel kakšnih težav, velikih težav s prilagajanjem na igro reprezentance, da bo se povsem zlahka vklopil. To je potem potrdil tudi v tistih nekaj minutah na tekmi proti Ukrajini, ko je končno stopil in pravzaprav prvič skupaj zaigral z Luko Dončićem, Goranom Dragićem. 16 minut, 9 točk, 4 skoke,
Nad njem je bilo storjenih 5 osebnih napak, 2-5 za 2 točki, 0-2 za 3 točke, roko bo moral še nastaviti, vendar 5-7 pri prostih metov, solidno odigral svojo vlogo. Ravno proti Hrvatom nam je seveda manjkal, to je bil eden izmed razlogov za poraz proti Hrvatom. Če bi on seveda pokrival Šarića, bi bilo to povsem drugače kot takrat, ko ga je pokrival Edo Murić. Na tekmi je začel zagotovo, seveda to vemo, da bo na prvenstvu tekme začenjal Randolph na položaju krilnega centra in bo to seveda posebno nekaj drugega. Zagotovo pravzaprav se upam trditi, da če bi Randolph in tudi poškodovani Čančar, ki bo seveda še nekaj časa okreval, igrala tisto tekmo proti Hrvaški, bi jo verjetno dobili. Največjo razliko so Hrvati ustvarili ravno pod košem, ravno Šarić je bil tisti najbolj uspešen in seveda zato, ker je uspešno izkoristil, da je precej višji in težji od Murića, močnejši od Murića, pod košem ga je zlahka zlorabljal in tukaj se seveda nazorno pokazal razlog za to naturalizacijo Randolfa, Blaž. Ja, in sedaj se postavlja še vprašanje, ali bodo Dončić, Dragić in Randolph odigrali skupaj dovolj tekem, da ustvarijo to ta pravo kemijo, ne? Kajti sedaj bodo igrali te 2 tekmi na pripravljalnem turnirju v Izraelu, potem sta pa še tisti 2 tekmi proti Hrvaški. In če zraven recimo k temu dodamo še Čančarja, ki je kazal dobre predstave pred poškodbo, ali bodo te igralci sedaj imeli dovolj časa, dovolj tekem, dovolj minut na parketu, da se bodo pred začetkom prvenstva toliko uigrali, da bodo že vsaj približno delovali kot nek orkester, če se nekoliko bolj slikovito izrazim. Mislim, da predvsem gre tukaj za res profesionalce, predvsem Randolph vidi se, stopi na parket, opravi zadevo profesionalno, tako kot se za košarkarja spodobi in mislim, da ne bi smelo biti toliko težav. Nekoliko seveda, da bo, kajti to je logično, nekaj je odigrati 3-4 tekme skupaj, nekaj pa odigrati 10 tekem skupaj. In mislim, da je predvsem nam gre na roko to, da se Dončić in pa Randolph poznata že iz Reala. In zaradi tega je tudi navajanje Randolfa na reprezentanco, na druge, precej lažje, kaj ti lahko... Navajanje na Dončića kot playmakerja je tudi to, lažje, kot organizatorja, kot človeka, ki mu servira žogo, ve kako... Luka ve, kje ima Randolph, kje rad dobi žogo, kako rad dobi žogo, Randolph ve, kakšne akcije, v kakšnih prodorih bo iskal njega, kdaj ga bo iskal, instinktivno ve, seveda imajo tudi uigrane akcije, pri katerih ni potreben noben instinkt, vendar imate tudi tisto, da recimo pri kakšnih podrtih akcijah lahko instinktivno približno vesta pozicijo in to vsekakor lahko pomaga. Ja, in to je ravno pomaga pri tem uigravanju ekipe. Pa, po drugi strani pa tudi moramo vedeti, da je Goran Dragić pač playmaker svetovnega kova in mislim, da ne bi smelo biti, pač oba sta tako zelo kakovostna igralca, da mislim, da bi se mogla relativno hitro ujeti. Verjamem, da tudi na treningih, sicer treningi so nekaj drugega kot pač dejanske tekme, ampak tudi verjamem, da dosti igrajo 5 na 5, uigravajo kombinacije, probajo ustvariti to kemijo, da se začutijo igralci, tako da o tem sva se midva pred snemanjem podcasta pogovarjala in mislim, da bi moralo biti te 4 tekme, mislim, da bodo dovolj, da saj približno se uigrajo in na to mislim, da tekom prvenstva bo ta sveta trojica, če se lahko tako izrazim, le še rasla. Če le ne bo poškodb. Ja, mislim, na koncu, ko si omenil še Čančarja, ja, mislim, dejansko tekem, kjer bodo skupaj odigrali Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph in Vlatko Čančar, na koncu bo morda 2-3 tekme, ki bo ta naša velika trojica, sveta trojica, kot si jih poimenoval, odigrala. Upajmo, mislim, če nas pripeljajo do medalje, bodo vsekakor sveti. Potem to ni dvoma, do takrat pa, morda do takrat niso niti veliki še, ampak so. To je vsekakor naša velika trojica, ne, brez šalo na stran, vsekakor naša velika trojica in bo skupaj odigrala 4, maksimalno 4 pripravljalne tekme, 5, če štejemo še tisto zaprtega tipa, zadnjo proti Hrvaški, namreč 24. igrajo tisto zadnjo odprto tekmo, potem bodo igrali pa še eno trening tekmo, ki je pravzaprav res, to gre pa, jaz mislim tudi prav tako kot ti, glede na izjemno borben in bojevit značaj te tekme, ki smo jo pravkar videli,
pravkar minuli vikend. Mislim, da bo tudi tista v Ljubljani podobno srborita, bojevita, iskrilo se je in mislim, da se bo tudi v Ljubljani. Potem pa mislim, da bo tista zadnja tekma, vprašanje tudi, kako bodo takrat sploh nosilci igrali, da se kdo slučajno na neki trening tekmi v malce preveliki želji ne poškoduje. Sem prepričan, čeprav seveda za Gorana ni te nevarnosti, mislim, da bi preveliko željo na pripravah kazal, ravno o tem sva zdaj govorila. Ampak ja, no sej, da ne bo, mislim, nočem s tem nič negativnega, gre za izkušenega veterana in to vendar, ja, seveda, glede na njegove izjave in zadnje prvenstvo, ali bo bolj motiviran, ali bo manj motiviran, ali vidi možnost, vse to so velika vprašanja, zato, kot sem že omenil, mislim, da velja to še enkrat poudariti, namreč Goran, treba se zavedati, ne glede na to, kaj smo videli zdaj, ker seveda pogosto tisti spomin navijačev zelo kratek in zelo radi se spomnijo samo tisto, kar vidijo na zadnji pripravljalni tekmi in pozabijo tisto, kar so videli recimo kar gledajo zadnjih 10 let. Je treba vedeti, da bo Goran zagotovo naš najboljši igralec in tisto jedro vodja reprezentance na evropskem prvenstvu, vendar, kot sem dejal, to želim poudariti, če ne bo on na takem nivoju, kot je bil, in če ne bo tempiral formo, recimo, pravilno, in če to tempiranje forme, o katerem sva toliko govorila, ne uspe in ne bo na prvenstvu v res tisti odlični formi in igral na nivoju iger, kazal predstave na nivoju teh njegovih najboljših predstav v NBA ligi, potem mislim, da slovenska reprezentanca tudi z odličnim Luko in odličnim Randolphom nima niti najmanjših možnosti za medaljo. Niti teoretično si ne predstavljam scenarija, v katerem bi Goran recimo bil slabo igral, Randolph in Luka dobro, pa bi Slovenija osvojila medaljo, recimo. Ja, to je precej diskutabilna tema. Preprosto zaradi vloge, ki jo bo imel. Jaz še vedno seveda računam, glede na to, da bo imel on primarno glavno vlogo v reprezentanci, razen seveda, to je pa zdaj ta pogojnik, če Luka ne doseže res, ne preseže nivoja, ki ga je kazal že sedaj, če ne preseže to, kar je do sedaj. Mislim, da Randolph bo profesionalno oddelal to prvenstvo. Ja. Mislim, da tudi Goran ga bo vsekakor profesionalno, vendar govorimo o presežkih, oziroma govorimo o maksimumu. Ne vem, če bo Randolph dal svoj maksimum. In moram reči, da nisem povsem prepričan. Iskreno govorim, nisem povsem prepričan, če bo Goran dal svoj maksimum. Mislim, da ga bo Luka dal. Mislim, da on je izjemno motiviran in v to ne dvomim. Vendar ravno to, ko govorijo o tej izkušenosti, o tej veteranski, Gorana dan po končanem prvenstvu, po zadnji tekmi, ki bo odigral na prvenstvu, mislim, da se že začnejo uradne priprave Miamija. In Miami, o tem sva pa med sezono govorila, vabiva vas lahko tako mimo grede tudi, si poslušate kakšen podcast, ki sva ga že med sezono posnela o Miamiju, če še niste, če ste prvič poslušate ta podcast, je Nine Library, najna knjižnica podcastov, že kar obsežna. Vendar, Miami priprave slovijo kot najbolj zahtevne priprave v NBA ligi, na katerih mnogi spustijo dušo, če po domači povem, mnogi dobro pripravljeni igralci. In en dan potem sem začel in hočem povedati, on to dobro in se sprašujem, koliko recimo on gleda, se začnejo priprave, začne se sezona, v kateri izjemno pomembna sezona. Za Gorana in za Luko. To pa mislim še ena stvar, v kateri bi pa tudi lahko, sicer bova počasi zaključila, vendar v kateri bi tudi lahko recimo posnela celoten podcast, namreč kako pomembni sezoni sta pred Luko in pred Goranom. Za obe sta sicer Luka na začetku svoje kariere, Goran na tistem zenitu svoje kariere in za oba poškodba Jula, ki sva jo omenila, Luka bo imel sedaj precej večjo vlogo v klubu. To bo izjemno pomembno, njegove predstave na tem evropskem prvenstvu in v naslednjo sezono bodo pomembne, kako visoko bo izbran na draftu. Morda on sedaj ne razmišlja še o tem, morda razmišlja, ne vem, tudi o Luki bi lahko govorila, kaj razmišlja, koliko razmišlja o prihodnosti in o tem, ker vseeno to, da si izbran kot prvi na draftu, je
kot recimo šele drugi Evropejec po Barnjaniju, po velikem Bastu, zaradi katerega mnogi tudi dvomijo in seveda pišejo vse mogoče zlobne stvari o nespoštljive stvari o belčkih iz Evrope, ki potem pogrnejo v njihovi karieri. In Barnjan je velik krivec, ker je seveda ta klasični primer, ki ga tisti neuki, seveda ne govorimo o strokovnjakih, govorimo o tistih širokih masah, ki spremljajo to. Ja, zato marsikdo recimo Dončića primerja z Turkoglujem. In vse mogoče primerjave vidimo v njemu, pišejo kot do nekih skrivnosti iz Evrope, igra pa fant pa igra za eno izmed najboljših evropskih, najbolj renomiranih evropskih moštev na najbolj gledanem evropskem tekmovanju, na tekmah, kjer ga spremlja vsakič 12-13 tisoč tekem gledalcev, ljudi in ga označujejo v ameriških medijih kot skrivnost eksotična skrivnost iz Evrope. Če je kdo eksotičen, če je kdo skrivnost, so to tisti igralci, ki sedaj prihajajo, njegova generacija, ki iz srednje šole prihaja v študentsko košarko, ki bodo šele prvič začeli igrati tisto pravo, v navednicah pravo organizirano košarko. Seveda NCAA študentska košarka je pa nekaj razredov pod tem tekmovanjem, zato seveda pravijo, Luka je na svojem nivoju, vendar, kot sem dejal, za oba igralca, Goran pa pred sezono kariere morda ima vse možnosti, imel bo izjemno veliko vlogo v moštvu, morda celo največjo do sedaj v karieri. Zadnjo sezono je vzpostavil avtoriteto v moštvu, je postal vodja Miamija, izboril si je spoštovanje igralcev, pripeljali so nazaj povsem isto moštvo, tako da si imel avtoriteto že vzpostavljeno, kemijo z igralcima izpostavljeno, tako da njegova vloga bo idealna in je stvar in lahko konkurira na oslabljenem vzhodu, celo recimo za All-Star peterko. In če bi mu to uspelo, če bi se pa dejansko še uvrstil v All-Star peterko, bi pa postal poleg Tonija Parkerja edini evropski branilec, ki se lahko pohvali s tem, da je v karieri bil uvrščen v idealno peterko NBA lige in v All-Star peterko NBA lige. To je pa seveda zelo kratek seznam in tudi to nekaj pomeni, poleg seveda medalj in pokalov in tega. Hočeš nočeš, kljub temu, da je košarka moštveni šport, tudi to vendarle nekaj pomeni in zato govorim o tem. Goran ve, kako pomembno, konec koncev tudi v nevarnosti, če ne bo igral odlično, če ne bo igral na vrhuncu, ga lahko zamenjajo, se lahko zopet celi, izrazil je že tisto željo, rekel je, da je našel svoj dom v Miamiju, vendar vemo, Pat Riley je neusmiljen, on ne pozna milosti in kakršnakoli slabost, če ne bo igral na nivoju in če mu kdo da dobro ponudbo in Goran ne kaže na parketu tistega, kar od njega tam pričakujejo, je lahko po hitrem postopku poslan v Sibirijo ali v Minnesoto. Ekvivalent. Ja, Minnesota niti ne bila taka slaba izbira. Ne, govorim samo vreme iz toplega Miamija, kjer se vsak dan zbudi in gre, najprej lepo skoči v bazen. Mrzel Chicago. Mislim, lahko zelo, ni isto. V Minnesoti recimo je tako mrzlo po zimi, da ljudje hodijo v mestu po tunelih. Tako da to je nekaj posebej druge, kot to, da greš v natikačih v službo v dvorano, ki je na plaži, pravzaprav American Airlines Arena, tik ob morju, nekaj metrov od morja. Tako da izjemno pomembna sezona pred obema igralcema in predvsem zaradi tega seveda je zanimivo. Bomo videli, no, jaz verjamem v Goran. Goran si je zaslužil vsem, morda s tem lahko zaključiva, da ne bo slučajno kdo mislil, da sem preveč kritičen ali da morda preveč kritičen do igralca, to želim povedati, preveč kritičen do igralca, ki je toliko že dal reprezentanci, ki se je dokazal v reprezentanci, ki je, no, to ne vem, mislim, da sem začel govoriti o tem, pa prešel na drugo temo, ki je na zadnjih treh, če se ne motim, na zadnjem evropskem, ki ga je igral, je bil v idealni peterki, na to na naslednjem svetovnem. Mislim, da je imel celo najvišji indeks ali drugi najvišji statistični indeks med vsemi branilci. Mislim, da je imel celo Bareja na tistem prvenstvu zadnjem, vendar višjega kot Teodosić, višjega kot Kyrie Irving, dva igralca, ki sta igrala v finalu. Takrat višjega, drugega najvišjega, torej bil statistično drugi najboljši igralec.
In seveda lanske kvalifikacije, govorimo o teh zadnjih 3 prvenstvih, ko je bil Goran prvi organizator naše reprezentance, vsakič igral odlično, bil igralec lanskih kvalifikacij z naskokom, kljub temu, da je predtem seveda takrat na pripravah isto, igral rezervirano, zelo rezervirano, vendar že spet ne tako rezervirano kot letos. To letos je res nekaj novega. Ja, res, mislim, konec koncev je tudi starejši in seveda je treba biti bolj previden in morda to igra vlogo in jaz s tem želim zaključiti, jaz povsem verjamem, on si je zaslužil svojim igram. Konec koncev je mislim, da trenutno je 4. po številu nastopov, vendar lahko sedaj na tem Slokar je še pred njim, pa še neki igralec. Jaka Lakovič seveda, pa mislim, da še en igralec. Ne vem, tudi jaz ne iz glave. Ni Gorenc, vendar tudi on je blizu teh, ki so odigrali med največ. Zdaj bom seveda potem, ko bom pogledal, se bom udaril po glavi, kako to, da sem lahko pozabil, ampak ja, pozna ura, na to sem zgovoril. Vendar, kar želim povedati je, zadnjič sva gledala skupaj, lahko po tem prvenstvu lahko se uvrsti na drugo mesto po številu nastopov za slovensko reprezentanco, takoj za železnim nesmrtnim Jako Lakovičem. Seveda ne bo na drugi strani, ne moremo reči, da če se bo upokojil pri 31 letih, da se ne bo približal statusu legend, kot so recimo Skola, argentinskih Ironmanov, Skolaja in Ginobilija in podobnih igralcev, tudi španskih, Pau Gasola, konec koncev tudi Navarro je pred kratkim zabeležil, mislim, da 239. nastop za reprezentanco. Že čeprav ena zanimivost je, da Slovenska košarkarska zveza šteje samo nastope na turnirjih, Evropskem, svetovnem, olimpijskih igrah, za uradne nastope Španska zveza šteje pa tudi na prijateljskih tekmah. Tako da, če seveda primerjamo število nastopov, pri teh 239 so uvrščene tudi vse prijateljske tekme, ki jih pri Goranu, ne vem zdaj na pamet, koliko nastopov je zbral, vendar približno polovico manj, seveda, kot dejansko, če bi šteli še vse prijateljske tekme, vendar pri 31 letih, seveda, ko gledamo mnoge legende, tisti najboljši igralci držav s legendarnim statusom, so pogosto znali igrati globoko v 30, vendar tudi tukaj je povsem, seveda, igrajo velik faktor Goran igralec, ki je odvisen od svoje eksplozivnosti, atletskih sposobnosti, ni imel nobenih težjih poškodb, vendar vsaki gleda tekme Miamija, ve, da ga vsaj 2-3 vsako tekmo pošteno zbijajo na tla, da ne pozna strahu v prodorih in pogosto njegovi zobe nastradajo. Tako da, ja, mislim, je to, mislim, da se oba strinjava, da se je dovolj dokazal in da lahko njega, on si je zaslužil to, da sodimo njegove igre šele na prvenstvu, šele po končanem prvenstvu in bomo takrat še dali, vendar takrat bo pa moral precej ne dvigniti za, kot radi rečemo, za 15-20%, v Goranovem primeru bo glede na to, kaj se govoril, mogel dvigniti za 70-75%. 80%. Če bo slovenska reprezentanca želela računati na medaljo, vendar ja, že spet so bila, tudi tokrat so bila daljša, kot so želela, ne tako kompaktna, vendar da ne bom sedaj izgubljal časa še s tem. Bi ti še kaj dodal, Blaž? Niti ne. Zato se vrneva samo po kratkem intermecu. Ja, Blaž, med to kratko pauzo se je zdaj med nama razvila še ena zanimiva debata, vendar od tej kdaj drugič. Tisto, kar pa lahko potem kot zaključek najnega tokratnega podcasta, morda mislim, da se s tem oba strinjava, potegneva, da če bodo Goran Dragić, Luka Dončić in Anthony Randolph igrali, kazali na Evropskem prvenstvu take predstave, kot so jih kazali na svojih vrhuncih pretekle sezone, torej igrali tako, kot so igrali na svojih najboljših tekmah v zadnji sezoni, ko so vsi trije
seveda blesteli. Potem Slovenijo moramo nedvomno tudi Slovenijo uvrstiti v širši krog kandidatov. Toliko so do zdaj že pokazali, toliko so do sedaj že pokazale te dosedanje pripravljalne tekme, glede na vse rezerve, ki jih še imamo. Mislim, da saj to je tista prva ocena, s katero so se ravno v tej pauzi sedaj oba strinjala, da Slovenija, ja, če bodo oni igrali tako, nedvomno sodi v krog širših, oziroma če bodo prikazali take predstave, kot so jih prikazali v tistih najboljših tekmah pretekle sezone, potem bo Slovenija osvojila medaljo. Jaz bi si upal dati to napoved. Ne vem, Blaž, če se strinjaš, da ne bom tako zelo optimističen, kajti vseeno je v borbi za medaljo veliko je tudi sreča, mislim tudi potem, kdo ti stoji nasprotnik. Kajti lahko se zgodi recimo spet v četrtfinalu Slovenija naleti na potencialnega pač končnega zmagovalca in na koncu pač se lahko zgodi, da ne bomo prišli do borbe za medaljo, ampak ja, se pa strinjam s tabo. Če bodo odigrali na vrhuncu, odigrali tako, kot znajo, dali od sebe maksimum, potem znajo biti zelo lepe možnosti. Na svoj dan lahko slovenska reprezentanca premaga vsakogar. Ja, na zadnjih 3 velikih tekmovanjih smo izpadli proti kasnejšim prvakom, tako da to, kar si dejal, vsekakor drži, vendar kar sem jaz želel morda povedati, je tisto, da če Goran Dragić, Luka Dončić in Anthony Randolph igrajo tako, kot so igrali na najboljših tekmah v zadnjih sezonah, potem bodo tudi najboljši igralci na svojih položajih na katerikoli tekmi. Potem bodo, če Goran Dragić igra tako, kot igral v najboljših tekmah pretekle sezone, potem bo najboljši organizator prvenstva, brez dvoma. Če Luka Dončić igra tako, kot je igral na najboljši tekmi pretekle sezone, na krilu kot point forward, ki je, mislim, da vloga, o kateri sva govorila in čemer bova še precej več govorila, da se sedaj delava zaključek, vendar hitro. Zato seveda te podcasti najni znajo včasih biti kakšno minuto daljši, ker seveda zanimive teme zahtevajo kakšno minuto dalj časa in tudi sedaj so se hitro razgovorila tudi o tej temi. In ja, vsekakor možnosti so dobre, vendar ja, Blaž, napovedi, konkretne napovedi bova naredila, kot sem že obljubil v prejšnjih podcastih. V tistem zadnjem pred začetku podcasta mislim, da bova podala najne konkretne napovedi, kaj računava. Tik pred začetkom prvenstva. Ja. Tako, ja, in tudi takrat več spregovorila o nasprotnikih, tako da ta podcast še sledi, za tokrat pa morda samo še vsi kontakti, Blaž, kje naj jo lahko dosežejo? Ja, dosežete naj jo lahko na Facebooku. In pustijo komentarje, seveda, ki jih vedno prebereva. Seveda na Facebooku NBA Slovenija, na Twitterju sportinfo.si in pa preko spletne strani sportinfo.si. To je bilo to z moje strani, še ti kaj dodal? Ne, Blaž, mislim, da sva bila dovolj podrobna tudi danes in dovolj sva povedala, zato tudi utrujena sva že dovolj, kava počasi popušča, zato lahko zaželiva poslušati samo še prijeten teden. Naslednji podcast po naslednjih 2 pripravljalnih tekmah, torej verjetno naslednji torek, ponedeljek, morda že kakšen dan prej, če nam bo uspelo, vendar do torka vsekakor, zato do takrat lahko vam samo še želiva uspešen in prijeten preostanek tedna in adijo.